Spoštovani, najprej lepo zdrav, hvala, ker ste prišli v lepem številu. Danes tukaj na okroglo mizo 20 let Igraj se z mano festivala, festivalskega leta, pravzaprav enega celega sistema in potem malček provokativno smo naslovili 3 pike in kaj potem. Namreč 20 let ni mala doba, pa bi se mogoče čas in prostor danes tukaj tudi skupaj z vami, namreč predstavljamo si to okroglo mizo kot neko razpravo na enem dosti sproščenem vzdušju, ko boste tudi vi povedali, kaj potem. Boste rekli, in kaj potem, in kaj bo potem. Tako nekako v tem duhu. Z mano so tukaj govorniki, ki so zelo izbrani bili. Povem eno skrivnost, namreč ne vejo niti enega vprašanja. Se niso mogli čist nič pripraviti na tole razpravo okroglo mizo. Zakaj? Pa celo sem si drznil pa upal to privoščiti. Zaradi tega, ker si drznem reči vsaj za 2, zelo dobro poznam. Tretjega tudi vedno bolj dobro spoznavam in so mi bili najbolj všeč ti moji sogovorniki, govorniki danes, takrat, ko smo se spontano pogovarjali, ko smo imeli tiste momente, ko smo najboljše strli, to so bili takrat dosti bolj neformalni pogovori, kot ene take uradne okrogle mize ali pa razprave in diskusije. Zato sem upal in si želim, da bi tudi danes v tem duhu in v tem kontekstu potekal današnji pogovor. Zdaj, jaz sem si malček pripravil, zato bom kaj prečital. Torej, moje ime je pa Boštjan, sem vodja festivala Igraj se z mano že 20 let, predsednik Društva za kulturo in inkluzije, pa tudi zadnjič nastopam kot vodja oddelka za projektne dejavnosti Centra Janeza Levca in bom danes v vlogi moderatorja. Z mano pa so, kot sem povedal, razpravljalci, strokovnjaki, ki morda pa vsaj 2 od teh nista v prvih vrstah, kadar se lotevamo prenove šolstva, pa kurikuluma, pa bi morala biti, vsaj po mojem mnenju bi morala biti. Sta pa mnogokrat poklicana, kadar se razpravlja o inkluziji v šoli, v družbi nasploh in kadar se zgodijo kakšne ekscesi, pa problemi, takrat je pa mnogokrat sploh strani medijev potegnejo za rokav in bi morala dajati mnenje. Kadar pa gre za res, pa se mi zdi, da sta mnogokrat pozabljena. Torej, dr. Dušan Rutar, psiholog, filozof, plodovit pisec in neokročeni mislec, to sem uspel spoznati čisto neposredno in bi si skoraj upal zatrditi neka slaba vest establishmentu. Kakorkoli si že mislimo, kaj bi ta establishment pomenil v Sloveniji na našem področju. Potem tukaj imamo dr. Mateja Rovška, čisto na skrajni ledi vaše, se ga poznate, dolgoletni ravnatelj Centra Janeza Levca, mož, ki že desetletja krmari med prakso vodi v največje ustanove za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, torej Centra Janeza Levca, segregirane ustanove, torej ni lahka predispozicija. Hkrati pa vedno in vse je razmišljal inkluzivno in kako smotrno peljevanje v to našo nesrečno, redno, običajno šolo. Z nami pa je še tukaj v sredini predstavnica lepšega spola. Upam, da ne bojo nekateri varuhi, ne bom 3 pike, zdaj je na to, ampak je sicer doktor humanističnih znanosti Julija Čeru, strokovnjaki izven tega posvečenega šolskega polja, ki pa se že vrsto let ukvarja z mediji in njihovo percepcijo in odnosom do inkluzije. Tudi doktorat je na to temo končala. Seveda ni naključje, da mednarodni festival Igraj se z mano spremlja in tvorno soustvarja že 20 let, torej od prvega. Torej, še enkrat okrogla miza, mislim, neka spoštovanja.
sproščeno in ste razpravljeni, tudi tako imamo 2 mikrofona. Jaz sodelavki iz našega socialnega vključevanja programa bosta, kadar boste roko dvignili, pa želeli besedo, vam prinesla mikrofon. Tako da. Zdaj pa bom jaz najprej samo pokazal tale slajd, ki se mi zdi, da je mnogokrat pozabljen, kaj Igraj se z mano sploh je. Večina ljudi ima v mislih samo in izključno ta glavni festival, to dogajanje, ko gre se v trgu. Ampak festival Igraj se z mano, govorimo o festivalskem letu Igraj se z mano. In en cel sklop dogajanja in povezovanja ljudi je tukaj. Da ne rečem ogromno dela in ogromno udeležencev. Tukaj imamo mednarodni festival kot tak, potem Bodi športnik. Mislim, da to je največji inkluzivni športni dogodek v teh prostorih. Bodi športnik, recimo, boste kasneje videli, iz videoposnetka tudi se je uspešno prenesel tudi na Dunaj in pa Treviso v Italiji. Torej se naše uspešne prakse, kot Igraj se z mano, širijo mnogokrat izven naših meja, žal pa zelo malo ljudi, ali pa zelo malo institucij potem to straja. Festival Igraj se z mano je bil od Norveške preko Poljske, Avstrije, Italije, že Hrvaške večkrat, Srbije, Makedoniji, Črnogori, pre mnogih držav, tudi po Sloveniji, Maribora, Begun, Vipave, Gorice, Zagorja, Osale, še danes, Krškega, Črnomelj, Semič, Koroška, Muta, Radio Dravi, desetletja so to izvajali. Večina njih je obupana. Danes je mogoče tudi čas, da se vprašamo, zakaj. Bodi športnik je športno-družabni dogodek v sklopu festivalskega leta Igraj se z mano, ki vsako leto poteka 23. septembra na Slovenski dan športa. Namenjen je druženju oseb s posebnimi potrebami in oseb brez njih. Vsako leto združi več kot 1000 aktivnih udeležencev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, šol s prilagojenim programom, zavodov, društev ter univerz. Na dogodku sodelujejo tudi gosti iz tujine in ljubljanska športna društva, ki pomagajo pri promociji športa med mladimi. Program vključuje tekmovalne turnirje v nogometu, košarki, odbojki in balinanju ter različne športne delavnice, kot so judo, namizni tenis, poligoni, štafetne igre in preizkusi invalidskih vozičkov. Glavni cilj dogodka ni tekmovalni rezultat, temveč spodbujanje gibanja, druženja in medsebojnega spoštovanja. Zmagovalna ekipa, ki najbolj dosledno upošteva načela fair playa, torej pravično igro, spoštovanje tekmecev in športno prenašanje poraza, prejme prehodni pokal. Dogodek je vključen tudi v mednarodni projekt Sportway, ki poteka vse do konca leta 2025 in s dodatnimi aktivnostmi prispeva k širjenju inkluzivnih športnih praks ter mednarodnemu sodelovanju. Tudi umetnik je del festivalskega leta Igraj se z mano in je sestavljen iz likovnega natečaja, ki ga objavimo v mesecu septembru, iz otvoritvenega dogodka, ki že tradicionalno poteka v marcu, in pa iz potujočih razstav. Dogodek je mednaroden, ker vsako leto na natečaju sodeluje več držav. Letos je sodelovalo kar 15 različnih držav, na kar smo še posebej ponosni. Prispelo je več kot 6500 likovnih del in zelo nas veseli, da se število prispelih likovnih del iz leta v leto zvišuje. Na likovni natečaj povabimo različne ustanove, šole,
vrtce, zavode, ki prispevajo svoje likovna dela. Izmed vseh prispelih likovnih del kustosinja iz Kroške galerije likovnih umetnosti izbere približno 700 del, ki so razstavljena na otvoritveni razstavi. Vsako leto pravzaprav več risbic prispe na temo Igraj se z mano. Letos so se predvsem vrstili motivi športa, pa tudi veliko je bilo preživljanja prostega časa v naravi, potem tudi so veliko obdavljali svoje najljubše igrače. K nam pridejo tudi obiskovalci, ki sicer ne zahajajo redno v galerijo. Temu, da se družijo torej osebe s posebnimi potrebami z ostalimi in celotna prireditev je nekako narejena tako, da se res družijo, da se počutijo sprejete, da ustvarjamo neko pozitivno vzdušje in sicer najprej pripravimo delavnice in družabno igro, v katerih udeleženci to delajo v manjših skupinah, da res pride do tega prepleta. Potem v drugem delu pa postanejo kustosi in sami postavijo razstavo, se pravi po svojih željah, sami se odločijo, kako bodo obrnili določeno risbico, torej oni so avtori tudi razstave. Vsako leto zadnji teden v maju se Kongresni trg in Park Zvezda spremenita v veliko igrišče, polno igre, vključevanja in zabave. Festival Igraj se z mano je en velik happening, torej veselje, druženje in sodelovanje različnih ansambov za nek dober dan. Povabljeni so čisto vsi, tisti s posebnimi potrebami in brez. Prvi festival Igraj se z mano se je odvijal leta 2007. Od takrat pa je zrasel v enega največjih dogodkov za inkluzijo in povezovanje v Sloveniji. Zakaj pa se tako imenuje? Ker je to povabilo k sodelovanju, k igri, ki je neka osnovna dejavnost, pri kateri pozabljamo, smo se vedno in se zmejo največ naučili. Na festivalu ponujamo širok nabor aktivnosti, vključno z ustvarjalnimi delavnicami, glasbenimi nastopi, športnimi dejavnostmi in igrami. Vsakdo najde nekaj zase. Kdo pa vse to ustvari? Festival v bistvu ustvarjajo in delajo udeleženci. Udeleženci so ponovani osebe s posebnimi potrebami, brez posebnih potreb, čeprav so vsi posebni. In predvsem otroci. Zato, ker pridejo s čistim srcem in veseljem se igrati, sodelovati in delati. In ti ustvarjajo, zdaj ne more biti. Je pa res tudi, da pol malo ločimo, malo bolj igro, malo bolj resno delajo. In pazi, da gleda zlomka, to malo bolj resno delajo, ta iste osebe s posebnimi. Torej, infrastrukturo, vodijo delavnic, vodijo program. Prvi dan smo pripravljali vozil, spet vse pripravili, pa pol spravljali. Festivalni so bili dokumentaristi in sem fotografiral nastopanje na odru. Jaz sem poligon. Kakšen? Razledi. Malo spelavnico v bistvu nizgulic. Da so pravi majčki. Pomagali sem nekih, ki so rabljene. Pomagali sem, kaj se je stabilnost. Zjutraj smo se dobivali, prvi dan peti zjutraj, potem smo planirali, ko bo mesel različne greške stvari. Tam so malo pomagali prežmetjaki, pa mnogo me smo zdrali, pa poligon, da bo vse sote. Delavnice sem dvakrat sem imel nočni gudba. Na festivalu sem snemal sliko raznih teh delavnic in probal zajeti najboljše slike. Največji čar je, da se sprostijo take energije, da se ljudje kar zaljubijo med sabo. Zakaj se to zgodi? Zato, ker takrat ljudje verjamemo. Verjamemo v druge, verjamemo nekaj lepega in nekaj sežnega. In hvala Bogu, da je tako. In si želim, da to tudi ostane. Verjamem, da bo, ker to je tista posebna magija festivala. Najboljše je bilo, da smo malo hopi igrali, uživali. Ja. Meni so te najbolj všeč pevske točke in pa nastopi s harmoniko. Ko smo obarali ene CD-je. No, bolj so bili vse posebni.
igra se z mano, igrati se. Znači, prišli s pozitivno. Torej, podajamo nogomet. Nogomet, Ja. okay. Najlepši del festivala je bil, da sem prvič pogum nastopil na oder in zaletnel 16. Sebe, festival. Super. Dober. Ne pozabim. Podobno. Igraj se z mano. Igraj se z mano. Tako da to je igra se z mano, ne morem. In še enkrat, to lahko občuti in vidi samo tisti z odprtim dobrim srcem. Ja, no, da se spomnimo, kaj igra se z mano, vse je in kaj nosi za sabo, ne so sabo. Rad bi tukaj samo še zaključil ta del, sicer igra se z mano, nima naključje to ime. Igra je kot osnovni koncept, učni proces, ki te razvija in nosi v sebi tako emocijo kot kognicijo. Skozi igro smo se pravzaprav naučili vse poznati razvojno psihologijo. Veste, da večina stvari, 70-80% vseh znanj smo osvojili skozi igro, jo utrjevali, znali, potem pa nekako skozi šolo kar pozabili, da je igra tako pomembna. Torej, organizator ni postavljal igro samo središče pedagoškega procesa, ker se vedno znova to pozablja, in pa igra kot najbolj ustvarjalni motivacijski, sprostitveni, socializacijski, vzgojni, delovni in učni proces, ki za človeka je bistven, bil in bo. Torej, najzgodnejši potrošnja. Jasno pa, da se igra ni kar tako nastavljena, ne? Že pri vseh sesalcih vidimo, da se skozi igro učijo pač za odrasli obstoj, za delo potem. In pri nas zelo dobesedno, pri igrajo se z mano, se najprej igrajo, otroci se torej, prisostvujejo, sodelujejo, nastopajo, potem pa zagrabijo reči vedno bolj odgovorno temo, ki še vedno malček seveda te igre, nostalgije za nekim lepim, ampak ima odgovorne stvari. Ne? In upravljajo tudi delo za plačilo. In upravljajo svojo infrastrukturno delo, vodijo delavnice, vodijo program na vodu, skrbijo za vodo, ki je zelo pomembna v vročih majskih dneh, skrbijo za smeti, ločevanje odpadkov, kupe pomembnih stvari, da nekaj nareditev lahko obstaja in deluje. Se pravi, razumemo delo kot nadgradnje igre in procesa vključevanja, kjer učenec uporabi poveča svojo zavest in nadzor nad procesi, ki se spontano dogajajo kot njega v neki bolj usmerjeni dejavnosti. Se pravi, pripravljamo jih na nek bolj realni svet in pa za delo in ustvarjanje in vzpostavljanje svoje odrasle vloge in dobe. Tako. Ja, že za naslednji slajd. Zdaj, da ne bom samo jaz govoril, pa da ne bom samo filme gledali, bi pa z veseljem predal besedo mojim sogovornikom, pa Matej bi mogoče tebe najprej izval, namreč jasno, igraj se z mano, se je rodil nekako po različnih verzijah sicer, ampak rodil se vseeno v centru Janeza Ljevca. Bolje rečeno v domu Janeza Ljevca, pa potem se je hitro razširil na celoten center kot tak za vsemi šolami. Jaz imam tukaj en citat, Matej, upam, da te ne bom presenetil, in sicer izpred 10 let na prav takšni okrogli mizi si zapisal, ko sem imel predstavitev preko PowerPointa, takrat v 10. obletnici Igraj se z mano, in sicer gre takole. Nikjer ne piše, da so navadne šole najbolj spodbudna okolja. Da to postanejo, jih je potrebno preobraziti. In sicer iz navadne šole v nenavadno šolo. Inkluzija ni sinonim in mainstream, za mainstream, kot nekaj običajnega navadnega. V tem je bistvo premišljenih prilagoditev. Kako vključenosti, da ne bi ustvarjali nove pogoje za izključevanje.
s poudarjanjem različnosti, morda poimenovanja posebne potrebe in tako naprej smo že na poti diskriminacije, si mi zapisal. Diskriminacija pomeni izločitev iz okolja, ki je za osebo najbolj primerna spodbuda. Kje smo danes s tem? Kje še po 10 letih pravzaprav stojimo, zigraj se z mano na tej poti inkluzije in pa v tem, kje naša nenavadna ali navadna šola stoji? Ja, torej navadne šole se v resnici v 10 letih niso bistveno spremenile, saj po svojem osnovnem ustroju so delujejo na povsem enakih konceptih. Tako da, če minister pove, da bojo prenovi učnih načrtov, pa s tem misli, da bomo s tem prenavljali konceptualno šole, ki je seveda redozija. Z učnimi načrti se še nobena šola ni bistveno spremenila. Spremeniti je konceptualno šolo, o tem govorimo že dolg časa, šolo, ki bo prilagodjena različnostim. Danes ne govorimo res več o drugačnosti, ampak bolj različnosti, ker drugačnost je tista, ki generira tudi posebno zvezo otroci s posebnimi potrebami, pa ne gre pravzaprav za njih, oziroma ne gre samo za njih, ampak gre za celo populacijo šolsko in ne za šolsko populacijo, tudi celotno družbo. Mi smo sicer v Ljubljani uspeli v zadnjih nekaj letih z ustanovitvijo oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom v rednih osnovnih šolah, ki so lahko danes rečem nek približek inkluzivnih oddelkov, v kateri šole delajo pa bolj, nekatere pa manj, ampak ob samem ustanavljanju smo gotovo dali poudarek ne zgolj na izvajanje kurikuluma, pač pa predvsem na to, kakšno mesto ima tak oddelek v redni osnovni šoli, kako so ti učenci prepoznani in predvsem to, pa kar misel, ki pa je v teh 10 letih pri meni dozorela, je ta, da ne govorimo več o nekem mernih potu, se pravi, da bodo ti učenci kar naenkrat enaki kot so ostali, ampak predvsem tem, kako prepoznavati en drugega potrebe, en drugega, kako se prepoznavati in hkrati legitimizirati, da en učenci potrebujejo več, pa drugačno pedagoško pot učenja, tudi pač spet neko drugo. Tukaj se gre za te naše učence z motnjami duševnega razvoja, za celo paleto učencev, za katere jaz menim, da v tej navadni šoli ostajajo odrivni. Ne samo tisti, ki imajo odložbe, ker so prepoznani kot otroci s posebnim potrebom, da imamo celo vrsto otrok, ki jih ne usmerjamo, pa vendar so v šoli na nek način v tem vsaj pedagoškem smislu, poučevalnem smislu potrebni. Tako da v 10 letih se razen tega, kar sem rekel, na kar sem seveda ponosni, veliko Centrijan zaveza, ki oddelke spremlja, je en velik napredek, tam noter so zdaj 80 učencev, ki bi sicer po starem sistemu, še vedno veljavno, preusmerjeno na Centrijan zaveza. Oni so ostali v isti šoli ali pa so se preselili zgolj na sosednji šoli. Sicer pa tudi, če pogledamo skozi raziskave, najnovejše od leta 2000 naprej, z različnih koncev sveta, ki merijo odnos učiteljev do inkluzije in sinteze teh raziskav kažejo na to, da kažejo rezultate, ki niso bistveno drugačne od 15-20 let nazaj. Tako da kje smo s tem procesom na svetovni ravni vprašanje, ampak nikjer se to ne odvija zelo hitro. In še nekaj zelo je, inkluzija sam po sebi zelo občutljiva na družbene razmere. Kadar so
družbene in gospodarske razmere zelo ugodne, se potem že zaradi resursov lahko dogaja več tega, če pa so države v krizi, potem tukaj naenkrat ni več pomembno tem. In dostkrat se mi zdi, da ni več pomembno tem. Zdaj, ko gledamo ta uspeh teh oddelkov v Ljubljani inkluzivnih oddelkov, je hkrati treba pogledati in si na njim čistega vina tudi onstran tega ali pa v ozadju tega. Mnoge šole, ki so se za to odločile, so se odločile zato, ker je populacija pada. In oni v bistvu rešujejo kadrovsko krizo in rešujejo šolo sam. Se vsi dajmo povedati, pragmatizem je tukaj zelo močen, ne pa seveda pri vseh ravnateljih. Niti ne pri vseh učiteljih, tega ne moramo trditi, ampak tega, te ekonomije šole je v ozadju in pričakovati je, da se bodo šole prav rade javljale, da bi to imeli na naslednjih nekaj letih, ko je napovedan pad populacije podpisal v prvi rad. Kadar se šole, to smo ugotovili pa že dolgo nazaj, kadar se šole zaradi natalitete praznejo, takrat se pritisk na specializirane šole nekoliko zmanjša. Kadar so pa zelo polni, so pritisk povečan, temu je spraviti izpis učencev z motnjami duševnega razvoja zredno osnovne šole v segregirano obdobje. In to se je dogajalo takrat, ko je dejansko naraščala nataliteta zelo odpadna, zelo intenzivna. Zdaj, ob tem imamo, ko gledamo posnetek festivala in ta živ žal in to pozitivno energijo, tisti, ki delamo v specializiranih šolah, predvsem v mestih, se to dogaja v Sloveniji drugo plat zgodbe, in sicer izjemno pritisk populacije z najbolj zahtevne populacije, zmerna težja, težka motnja duševnega razvoja avtizem, ki izjemno narašča. In mi v Sloveniji se bomo mogli malo vprašati, kaj pravzaprav se nam ljudi posebnih projektov dogaja. To ni sicer tematika današnjega dne, je pa izjemna, je pa zelo pomembna tematika, s katero se bomo mogli soočati, ne samo na Levsku, niso samo na šolah, ampak vse institucije, ki so odgovorne države za to, je pa pomembna za današnji dan zato, ker dejansko predstavlja fokus šol na težave, ki so trenutno aktualne, ne pa na tisto, kar bi več lahko naredili, se pravi, ne na to, kako bi lahko širili inkluzijo, kako bi lahko na neko nadgradno že obstoječih mehanizmov, ki spodbujajo inkluzijo naredili, zato, ker so šole preprosto preobremenjene s tem, ki bodo dobili prostor, mnoge šole, in ki bodo dobili kader. Vse je tudi tega ne. Tako da ukvarjati se s tem je danes teže, kot je bilo leta 2006-2007, ko smo osnovali festival, ker takrat je populacija na centru Zalevca padala. Od leta 2008 naprej pa stalno narašča. Pri čemer se center Zalevca je razširil v zadnjih 10 letih za 30 oddelkov, podobne institucije v okolici pa za nič. Torej, Matej, hočeš reči, da od festivala dalje smo začeli dobivati vedno več učencev? Hvala. Ne, žal ni posebno. Ni to korelacija. Medtem, mislim, glede festivala pa jaz nekako ustajam na tem mojem premisleku, da je zdaj po 20 letih lahko že seveda nadgredim ta premislek. Festival ima izjemno informativno in simbolično moč. Jasno pa je, da bi v nekaj dneh druženja, vzpostavljanja možnosti za igro in tako naprej, to sistemsko ne more delati. Inkluzijo lahko dela, pa lahko vpliva na stališče. In jaz verjamem, da tle festival
je naredil kar precej, ker je tudi dolg časa traja, tako jim leto ne gre, se končno leto sem jaz sam, ki se bil na festivalu, ko mislim, da je bil še dan zraven, pa sva gledala stope, obega razvojni blok. Iz tistega takrat na kongresnem trgu se je pač razvili to v danes tako množično, bi že skoraj prekobivali. Ampak ja, če se vrnem, pa s tem zaključem nazaj na ta stav, ki si ga prebral, ja, normalna šola je še zmeram povsem normalna. Jaz mislim, da se pritiski na učence glede zahtev še celo povečujejo. To kaže tudi številka učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. To kaže tudi pričevanje učiteljev v rednih osnovnih šolah, da bi moral še taj, on, tretji, in bolj pridejo do 10-15% učencev v razredu, ki bi bolj ustrezal program z nižjim izobrazbenim standardom. Tiskrat sem prej na začetku rekel, da je osnovna šola danes, kot je ukrojena, izjemno udriva, torej učence, ki ne so upadali, da so si zamislili prijatelji iz raznih fakultet, ministrstv in inštitutov, da bi morala osnovna šola biti. In to, da nam prinese zlato olimpijske medalje na raznih tekmovanjih, mislim, da je izjemno slava podatka. Moramo pogledati ozadje teh podatkov, kaj se nam dogaja v šoli, moramo pogledati ozadnjske podatke, končne opise Timsa, ki kaže, da je približno 10% šolarjev, radnikov, da je v šolah pa še to glavno sprejde drugega predletja, v tretjem predhitri, pa tudi 10% ne dosegam. Naši učenci v Sloveniji ne hodijo radi v šolo. Šola mora biti pa prostor, tam bi si predstavljali, da otroci radi šli tudi stvari, kako zdaj zanimano se človek je narejen. Možgani so narejeni, da jih v prvi vrsti, da ne zanimajo stvari, kako enkrat odbijemo in za pol šola rednih poskrbimo relativno zgodaj, potem krasno tudi nekaj tudi po šola. To je Hvala. Se morda še vrnemo, ampak bi tam meni dal besedo Kušenju. Kako pokomentiraš, prosim, mene moje pomisleke ob 20-letni zgodovini udejanja mednarodnega festivala Igraj se z mano, da smo morda le loščili neko zunanjo podobo družbe, mogoče tudi ampak družbe, kako smo sploh inkluzivni, ne? Zadaj pa vseeno teče ena druga agenda, mogoče veliko bolj surova, neoliberalistična, in ki je ravno zaradi našega dela tudi toliko bolj nemoteno tekla in intenzivizirala svoj vpliv. Z veseljem to komentiram. Najprej bi pa še nekaj drugega komentiral, če lahko, ker si me predstavil in mi je bilo zelo všeč. Uporabil se dve besedi, ki bi jih čisto nakratko, ena je bila sebišna, drugega pa neokročenost. In to je uvod v moje nadaljne razmišljanje. Namreč neokročenost je v resnici zelo paradoksen izraz. Jaz sem z leti vse bolj neokročen, ampak kaj to v resnici pomeni, ne samo na površju. Paradoks je namreč ta, bolj ko si napredoval v svojem razumevanju, kaj pomeni biti svobodno človeško bitje, bolj odkrivaš, da svoboda ni v širjenju tega, kar lahko narediš in na koncu rečeš, jaz delam krčen, sem svoboden in tako naprej. Paradoks je, da bolj ko si svoboden, manj je pravzaprav tisti dejanj, za katera se odločaš. Ne več. Zakaj manj? Zato, ker spoznavaš, da je tisto, kar imaš pred seboj, kot človeško bitje, v bistvu en imperativ. Ja, bodi svoboden, ampak najprej ne pozabi, da nisi edini na tem svetu. Tam so še drugi ljudje. Spravi, kako to, kar ti počneš, vpliva na nje,
ker vedno že vpliva. Ta imperativ poganja na zelo preprosta, stara, klasična ideja. In to je ideja dobrega. Se pravi, preden kaj narediš, preden kaj rečeš, daj malo razmisel, da si svoboden, da delaš to, kar je dobro. Ali pa včasih rečemo, da narediš to, kar je preprosto prav. Ampak pred tem si se moral prepričati, se pravi, pred tem si moral prekleto veliko časa misliti, zlasti kritično. Ali je to, kar želim narediti, res prav, ali je to res dobro, a se sam meni zdi, da je tako. Pravi, v čem je razlika med tem, kar je resnica, in med tem, kar bi stari sofisti rekli, moje mnenje. To je prva stvar. Zato je ta neukročenost super, da si je omenil, v resnici paradoksna in je uvod v to, kar si sam zdaj izpostavil. V tej državi je, natanko to, kar praviš. Se pravi, inkluzijo, če ta izraz še malo uporabim, ker je danes to ključna tema, tukaj inkluzijo so bolj ali manj elegantno sledi, skrčili na množico administrativnih postopkov, strokovna mnenja, odločbe, dodeljevanje socialnih pomoči in tako dalje, skrčili na popularno psihologijo, dajmo te ljudi opolnomočiti, pomagajmo unmo, ta ima določene težave, zlasti čustvene in vedenske, dajmo nekaj narediti, pomagajmo mu s terapijo in tako dalje. In pa seveda na pedagoške procese. Pedagoške procese, naj se nekaj dogaja neskončno prilagoditev. Jaz sam sem držal sodeloval, ne vem, koliko priročnikih že gore materijala so napisane, kaj prilagajati v šoli, kjer je prilagoditve uvajati. In zanimivo je, da je tega pravzaprav celo več. V zadnjem času sem naletel vsaj še na 3 nove ideje, če bi se deloval pri tem, dajmo napisati še en priročnik o prilagoditve. A se vi hecate, bi človek rekel. Tako da ja, ta površina je blazno zloščena in se zdi, da je super. V resnici pa ni. Zakaj? Ker, ko govorimo o izključevanju, moramo vedeti vsaj 2 zadevi. Ena je, da če hočete nekoga vključevati, mora na nek način biti pred tem izključen. Drugače logika vključevanja nima smisla, postane absurdna. Zakaj pa vi mene vključujete? Da si jaz sem že vključen. A ja, se res. Se pravi, vprašanje, ki je tole, kdo koga izključuje in pa kam. Mi vse že živimo, ker ne more noben posameznik živeti ločeno na Luni, zato ker ima tako željo, mi smo vsi vse že vključeni, tako ali drugače. V družbene prostore, imaginarne prostore, simbolne prostore, empirične prostore in tako dalje. Na tej osnovni ravni je ideja inkluzije in vključevanje pravzaprav nesmiselna. V nekem smislu je absurdna. V nekem, sem rekel, seveda nekih drugih imaginarnih je, ali mislim, da v imaginarnih prostorih ne veliko ukvarjamo, dajmo še te marginalne družbene skupine omogočiti, da bodo vključili, da bodo imeli enake možnosti in tako naprej. Tega žargona je neomejeno veliko, kakor ga hočete. Ampak ta žargon ima svojo funkcijo. Obračanje žargona namreč pomeni, dajmo vse tako narediti, da bodo stvari v nekem temelju ostale take, kakršne so. Se pravi, da se ne bojo spremenila recimo družbena razmerja moči. Da se ne bo spremenilo nekaj, kar mi vsi živimo vsak dan. Danes, ta hip, živimo in bomo živeli popoldan in zvečer prek medijev, da bomo spremenili. Kaj je to? To je temeljni mit modernega, ne samo sodobnega, modernega kapitalističnega življenja. To je mit, to je liberalni mit o posamezniku, ki je racionalno bitje, se odloča svobodno v svojem življenju, ima svoje sanje in sledi seveda v zadnjem obdobju, recimo po drugi svetovni vojni, ima ta mit celo vrsto psiholoških oblik, ki so v pogled blazno prijazne. Samo uresničujte se, samo aktualizirajte se, sledite svojim sanjam, uživajte, nihče vas ne omejuje in tako dalje. Hkrati pa, in to so empirični podatki, dejansko narašča število ljudi, ki poročajo o osamljenosti. Pred nekaj dnevi, pred nekaj tedni so vodili eno
okroglo mizo oziroma modelirani pogovor staršev otrok s posebnimi potrebami, 6 je bilo, sami so predlagali, a veste katero temo? Temo, o kateri boste zelo redko kdaj kaj slišali v javnosti, prek medijev in tako naprej. Socialna izolacija. Cele družine so predlagale, dajmo govoriti o socialni izoliranosti. V svetu, v katerem se zdi, da je zasičen, da je napolnjen zdaj javnosti, aktivnosti, delajte, sledite svojim sanjam. Odkot zdaj socialna izolacija? Zdi se, da je to nekaj nemogočega, ne? Pa se ni malo paradoksno. Seveda, da imamo inkluzija, če bi jo resno jemali, ampak večinoma jo ne. Inkluzija v resnici ontološki projekt. Ontološki pa pomeni, na tej ontološki ravni naših eksistenc smo ljudje daleč od tega, kar pripoveduje liberalni mit. Racionalni posamezniki, ki sovereno, svobodno odločamo o sebi, izpolnjujemo svoje. Mi smo, ontološko vzeto smo vsi enaki in to je tisto, kar pa meni v resnici zanima. In to je, hudičevo smo ranljivi, zelo končna in smrtna bitna smo. Zlasti smo pa zelo odvisni. Če hočem zjutraj kavo spiti, to so ekonomisti že začunali, da zjutraj spijem skodilico kave je morala na nek neviden način, nepovezan v smislu neposrednih empiričnih povezav, sodelovati vsaj 4000 ljudi, da so naredili uno kavo, da je nekdo skodelico naredil, vse jo nisem sam. 4000 ljudi mora sodelovati, da jaz eno kavo spijem. Liberalni mit pa pravi, ne, ti si neodvisen, samostojen in tako naprej. Tukaj so te paradoksi, ki se jih seveda zlasti establishment, če se zdaj vrnem nazaj, brani. Establishment hoče kaj? Je to zlikano površino, empirični podatki, da pa res nekam vsi evropski dokumenti, ki govorijo o inkluziji v zadnjih letih, dokazuje s številkami, jaz jih vam tukaj, pa zdaj največ čas za to, empirični podatki kaže, da je Slovenija v mnogih dimenzijah ravno kontra. Povečuje se diskriminacija, število otrok s posebnimi potrebami, nasprotno kot deklarira. Sedaj to pa establishment po definiciji dela, skuša skrbeti za zunanje empirice, mi pa kot da jim verjamemo. Hvala. Ampak to me zdaj pridno dam Juliji besedo, če bi, Matej, se tebi zdi, da establishment je poskrbel za igralce z mano za to loščenje, ali bo je še točno nekako ne mara, ali po 20 letih se vemo, kje smo, kako stojijo zadeve, kje smo sistemsko s tem, koliko je to vredno v očeh establishmenta. Mogoče še to je bilo mogoče, morda kaj misliš na kratko mogoče. No, establishment bi zelo všeč na festival je, ker to daje večji sijaj površini, še večji sijaj površini. Tako da v bistvu kakšno uslugo delamo establishment, da to mislim, vprašanje, kako lahko odgovarjamo. Bolj se sveti, imamo tudi to. Ampak zakaj to mi vemo, da so pripadniki člani establishmenta predstavljali festival po raznih koncih Evrope kot nekaj, kar Slovenija ima prednost pred drugimi državami, iz česar bi lahko nekdo sklepal, da imamo tudi raven inkluzivnosti zelo visoko. Jaz bi tu samo bolj razmislek podala, ker jaz prihajam izven šolskega okolja, imam ene čist drugačne izkušnje glede in inkluzije in motivov za vključujoče projekte in podpore samo inkluzijo. Se mi zdi, jaz sem delala v gospodarstvu in jaz sem že recimo na tem segmentu zelo veliko razliko opazovala in sicer na kak način so v podjetjih dali težo inkluziji in bomo rekli tudi nekaj vrste prisilo. In sicer podjetja so bila prisiljena inkluzivno delovati zato, da so dosegala svoje cilje, torej trajnostne cilje. In to je njih spodbudilo. Njih nobena druga stvar ne bi spodbudila, kot pa to, da bi v bistvu dosegali svoje ekonomske učinke. In to je pa dejstvo. Ampak kakorkoli to vzamemo, torej, da so oni sledili, mislim, še vedno sledijo, in še zelo močno nadgrajujejo tem inkluzivnim segmentom svojega delovanja, imamo na družbo vse na pozitivni način.
Zaradi tega, ker drugače oni ne bi nazaj na družbo vlagali in tem programom pač posvečali določeno in pozornost in podporo in tudi ne bi bili to vdivni, se ne bi mogli to razvijati. Ker, recimo, če gledamo nazaj preteklost, je bil segment, kamor so se podjetja vključevala, je bil segment športa. Tako da ta inkluzija ima na tem vidiku gospodarstvu ta prisilni moment, drug je pa na vidiku v bistvu negospodarske dejavnosti, kjer sem tudi v bistvu imela dosti izkušenj in sicer pritiske Evropske unije. Torej za vse kohezijske projekte in druge vrste evropskih projektov je inkluzija eden izmed horizontalnih ciljev. Kar pomeni, da mora biti upet, torej ti moraš zadostiti in opredeliti cilje in implementirati svoj projekt, ne glede na to, kaj je tvoj projekt. Ali delaš na področju šolstva, ali delaš na kulturi, to je tisti segment, ki je pač kot must be. In na ta način so v bistvu pa je pa ta negospodarski segment, ki silje razmišljati inkluzivno. In ko so se v bistvu te zahteve v teh razpisih, ki je Evropska unija pač dala razširila, so v bistvu ljudje začeli čisto pri svojem delu razmišljati, kaj pa je to inkluzija. Kako ne je dosežen inkluzivni cilj v svojem projektu, ko recimo delam, ne vem, recimo centri za socialno delo imajo določen program za spodbujanje zaposlovanja. Čeprav oni bojo lažje ta inkluzivni cilj dosegli. Tako da se mi zdi, da kakorkoli vzamemo ti zunanji pritiski, enostavno so pomeni. Zaradi tega, ker ljudje niso motivirani, ker pač enostavno izhajamo vsi iz svojega obdobja. Zdaj, če nimaš ti ne vem kakšnih drugih impulzov ali pa okolja spodbudnega, ki bi ti to, kar si dušen tega zlado prejanje, torej delam dobro. In če tega ni priučenega in pridobljenega, kjeri so zdaj tisti impulzi, ki bojo posameznika v to usmerjeni. In tu bi se še na to vrnila, recimo, ta problem, torej delam dobro in ti si zelo dobro poudaril, torej rabiš pa čas za razmisliti, ti v bistvu ne moreš sam bezlati iz momenta v moment. In to je pa ta drug problem, ker ta čas pa ga nam ne samo vzeli. Pač digitalni mediji v vsakem trenutku pač imaš zapomnil, torej nimaš trenutka za Res je. In ravno tu bi se navezal, Julija, pri tem, ker nas zanima nekako percepcija medijev do vsebin inkluzije še zraven, ne samo gospodarstva kot takega, pa bo nekaj negospodarstva. Torej, inkluzija v šoli, pa tudi percepcija posledično ljudi, ki s šolstvom nimajo dosti opravka. Nekaj smo prej slišali tudi nekaj dušen omenu, katere teme so prišli vane. In živijo neko, tako se samo omenja, neko svoje vsakdanje življenje, v nekih svojih mehurčkih izolirani, da pride neke vrste informacije, razmisleke do njih časa, hkrati pa napolnjeni nekimi trivialnimi vsebinami, zgodbami, ki zapolnjujejo pit in vsak dan človeka. Torej, izzivi inkluzije, vključevanja do njih, torej še enkrat, če povzamem, percepcija medijev in pa posledično čisto navadnega človeka. Vem, da si o tem nekaj pisala, tudi lahko kak stavk mogoče rečete. Jaz, če se vrnem 20 let nazaj, ko smo ustvarili prvi festival in smo se naslavljali na medije, je bilo, tisti bilo res težko delo. Zaradi tega, ker mediji enostavno takrat še niso razumeli pomen inkluzije in kaj je inkluzija. V tistem obdobju se je to področje šele začelo razvijati, ravno skozi take aktivnosti in dejavnosti. In moje izkušnje z mediji so res izjemno pozitivne, zaradi tega, ker vsako leto, ko smo razvijali festival, smo v bistvu razvijali tudi ta medijski del. In tako je že prej Matej rekel, torej vloga festivala je simbolna in informativna, zato je imel festival lažjo vlogo na kak način progret v medije, da v mediji v bistvu ne samo to v bistvu komunicirali, ampak da bodo tudi razumeli. Ker to je razumevanje v bistvu bistveno. Torej, če novinarji in uredniki ne razumejo, zakaj je to pomembno, zakaj je to dobro, potem težko to svojim ciljnim skupinam sporočijo. In tukaj v bistvu glih ta segment. Torej, festival je pa na taki deklarativni ravni
ponazarjal bistvo inkluzije. In iz tega so v bistvu tudi mediji, da lahko to dobro razumeli in tudi dobro prikazali. In s tem se je v bistvu ta simbolna in informativna vrednost inkluzije skozi festival lahko na tak način širi. In recimo, če se še vrnem na tvoje vprašanje, če bi recimo dala nekaj te ključne točke, je bil torej začetek festivala, ker smo res prodirali s to tematiko, pa recimo analiza po 10 letih festivala, kjer smo tudi naredili eno temeljito znanstveno analizo medijskega objavljanja vezano konkretno na festival Igraj se z mano. In v tej raziskavi je v bistvu bilo 2000, nekaj manj kot 2000, ne vem, 10 manj, medijskih objav v 10 letih, kar je pač izjemna številka. Tu si citirajo in oglaševalske in uredniške, ampak so bile tam nekje pol, ker so v bistvu z oglaševalske vsebine mediji podprli, torej kot podporniki inkluzije in festivala. In recimo ta 10-letnica je v bistvu bila pomembna tudi v tem, ker smo naredili analizo, na kak način pa ljudje dojemajo, torej navadni ljudje, ki nimajo stika z inkluzijo recimo v šolah, pa nimajo stika z inkluzijo, ne vem, prek projektu ali karkoli. V bistvu se je pokazalo, da je zelo prisoten torej strah, nerazumevanje zaradi neznanja. Zaradi tega, ker ne vejo, kako se odzivati, ne vejo, kako pristopiti, ne vejo, v bistvu ne razume te osebe, ali si ona želi kontakta, ali si ne želi, recimo, če pridejo v stika. In v bistvu, če izhajamo iz tega, je pomemben segment, ki je iz tega sledil, kar sem ga jaz raziskovala v svoji naslednji znanstveni nalogi, je pa torej percepcija ljudi do oseb s posebnimi potrebami oziroma do različnosti. Je tako materije, govorili smo o drugačnosti, ki pa je, da eno drugo sporočilo, različnost je pa v bistvu različnost vsakega individuma in vsakega posameznika. Torej, na kak način ljudje dojemamo te različnosti in to se v bistvu na res različne pore družbe širi, ampak mediji imajo določen segment, ampak tu so še vsi drugi, ki igrajo pač dosti pomembno. Tako da, ja. Super, hvala. Jaz sem mogoče samo to dodam, pa potem gremo, da damo besedo tudi obiskovalcem oziroma našim prijateljem tukaj, ker verjamem, da so tukaj bolj ne samo tisti, ki verjamemo v nekaj dobrega, kot je rekel Matej, in pa delamo nekaj na tem, ali pa smo vključeni v te močne procese vključevanja, nam to nekaj pomeni. Mogoče bi samo komentiral, pri medijih se potem po 10 letih nekako se je čutilo, da se je izpelja zadeva. V smislu, zato, ker smo vedno znova sprašvali, kaj je novega. Kaj je novega? Dajte mi, je vredno festival, je, ampak kaj pa je zdaj tu novega? In to je bilo zelo pomenljivo. Zelo pomenljivo, ampak to mogoče. Tako da bi dal besedo, če ima to kakršnokoli želje, naj roko dvigne, imamo dve odličnih hostesi, ki vam lahko prinese ta mikrofon. Je kak komentar, vprašanje? Aha, tam je od zadnje. Ja, jaz vam komentar. Kar izvoli, pride mikrofon do tebe. Jaz sem Melinda, sem dobra. Melinda sebe. Ja, Melinda vem, ker smo drugače sina Taja, ki je vaš uporabnik in se sicer tudi kar... In se sicer tudi kar dosti ukvarjam z mediji in tako naprej. En se zdi, da je v bistvu, da se je spremenila percepcija komunikacije z mediji. Zdaj sploh v zadnjem času, ne? To, kar vas tako sprašujejo, kaj je novega in tako naprej, tudi nas recimo pri projektih to sprašujejo. In v principu mediji niti ne iščejo več suhoparnih podatkov. Mediji potrebujejo zgodbe. Zaradi tega, ker zgodbe v bistvu na nek način prodajajo dogodek, ne? In zgodbami v bistvu približamo dogodek tudi navadnim ljudem. Tistim, ki v bistvu konzumirajo informacije iz medijev. Zdaj pa se mi zdi, da treba je zamenjati način komunikacije z javnostjo. To je ena od teh stvari, ki bo v bistvu približala tudi cel festival, uporabnike, vaše cilje. Ta mi je tudi povedal, da v bistvu je zdaj tudi upadlo malo zanimanje za družabnike oziroma za
prostovoljce, ki bi se ukvarjali z vašimi uporabniki, a ne? In jaz mislim, da je glih zaradi tega, da je treba zamenjati celo komunikacijo, da bojo ljudje dojeli pravzaprav, kaj zares počnete. Ker to, kar vi počnete, mislim, meni življenje rešil, mislim pa, da se tudi Tajker strinja, da je od takrat naprej tudi njegovo življenje veliko boljše. Gospa Melinda ne strinja se v vseh ozirih z vami. Kot veste, gospa, jaz usposabljam družabnike tudi z uporabniškega stališča, za kar ste vi absolutno neprimerna, ker nimate pojma. Ta je v redu. Nisem še. Še nisi? Zdaj, jaz, ko usposabljam družabnike, veliko bolj jasna navodila dam. In tudi že na usposabljanju jim rečem, odločite se, ali ćete imeti otroka, ali odraslega, ali pa srednjih let. Ker to je eno izmed navodil, ki jo družabniki, bodoči družabniki morajo dobiti. S tem, da pa je to upadel, ja, Boštjan, vi sam prek maila to imate, to pa ni najboljš komunikacija. Se strinjam, taj. Čisto vprašanje je bilo tale, je tvoje življenje boljše, odkar društvo za inkluzijo postaje? Ja. Evo, ok, hvala. V redu. Mogoče ravno apropo temu, kar sta tukaj zdaj povedala ta in Melinda, mogoče pa ravno zato okrogla miza leta 2019 v državnem svetu, moram reči, da je bila, pa nekateri ste bili takrat tudi prisotni, zelo, bom rekel, plodna do neke mere. Tukaj imamo neki sklep od te okrogle mize, in če dam en slajd naprej, če ste si zdaj to prebrali v mestnem času, je 11 nekih sklepov, ki se mi zdijo temeljni v odnosu do šole, inkluzije, vprašanja, kam hočemo, želimo. Takrat sta bila tudi razpravljavca, tako Matej kot Dušan, da bi tukaj v tem primeru izkoristil vprašanje Matej, ker mislim, da je bil ta sklep iz tvoje razprave, navdih iz tvoje razprave, in sicer temeljito zmanjšanje dejstev in podatkov v kurikulumu, ki spodbuja le moč pomnjenja in reproducirane znanja. Potrebujemo spremembo paradigme iz učenja v naduševanje učenja, mislim, da je to tudi en del imel dr. Kost, zraven, ki je govoril o naduševanju za učenja, iz zadovoljevanja učenja načrta k zadovoljevanju radovednosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Zakaj? Kje je tukaj zgodba, Melina, če se malo zdaj ne te vprašam, ampak tako retorično vprašanje, tako dobre misli, tako dosti precizno podane, pa nekako so bile prezrte danes od tega že 7 let. Za uvod v ta odgovor povedal tudi v državnem svetu, ki se rekel, in od tam naprej pravzaprav sklep sploh niso šli ven. Se pravi, državni svet je to v bistvu organiziral na nek način, našo pobudo, sklepov ni objavil. Mislim, kar je pač se nič ne navadno država. Drugač pa ja, o tem sem že prej malo govoril, pa sem malo na Dušana navezal, izkoristil to, da je v bistvu inkluzija postala administracija. Ne samo administracija, postopek, odločba v usmeritvi. Administracija tudi zato, ker je to zelo navodil za vsako izmed skupin učencev. Vse to ni mogoče realizirati, to ni mogoče pelati. Nimamo tazga učitelja, ki bi znal vse to izpeljati. In se pravi, je tudi v nekem smislu so učitelji postali administrirani strani
oblasti, kako naj s kom delajo. Češ, da bomo s tem rešili osnovno šolo. Se pravi, če dalje več nekih navodil in če dalje več nekih podpor, fizični asistent, spremljevalec, asistent za učenca z avtizmom, spremljevalec, ta spremljevalec, oni spremljevalec, vse to, da ne bi bilo potrebno spreminjati temeljnih stvari, koncepta šole. In seveda, en izmed takih pripomb tukaj je tudi, da je jasno, da to, kar je zapisano v tem sklepu, šola bi morala ne za 30%, ampak šola bi, osnovna šola, ki je obvezna za vse, bi morala imeti vsebine zgolj kot medij za to, da bi dosegala razredno kohezivnost, solidarnost, da bi dosegala kritično mišljenje in popoln razvoj za vsakega izmed tistih učencev. Čeprav samo to vsebine, kajti bisti učenci se vsebini koliko naučijo, ko bodo imeli interes. Če pa interesa mislim, pač ne bodo neodvisno od tega, koliko fakti in informacijami zalagati v osnovni šoli. Ni bistvo osnovne šole pridobiti to zelo velik znanja. Zato se je svet, združenja aktiv svetov staršev imel eno okroglo mizo, ki se je vprašal, ali je osnovna šola res osnovna, ali so res osnove. Jaz mislim, da ni problem v samem tako imenovanem znanju, ampak da je bolj razmišljanju in o solidarnosti. Kratka, osnovna šola morala razvijati vrednote, ki bodo aktualne tudi čez 10 pa čez 50 let. Medtem ko snov, ki se je danes učijo, že morda naslednje leto bo očakovano. Poudarek je pa ravno na tem. Tole si zelo dobro eno stvar dodal. Ja, absolutno. Znanje, to je še eden od mitov sodobnega, modernega, liberalnega sveta. To je razsvetljenski mit. To je mit, da ko bodo ljudje dovolj razsvetljeni, ko bodo imeli dovolj znanja in ko naprej se bodo spreminjali. Kar tako malo ni res. Ta mit je star vsaj 200 let in število ljudi, ki to dokazujejo, recimo skozi številke gremo, psihoterapije, psihoanaliza, psihiatri in tako dalje poročajo o tem. Ni res, mi imamo danes več znanja kot kadarkoli v preteklosti, z naskokom, z neverjetnim količnikom več znanja imamo danes, kot recimo v obdobju razsvetljenstva, pa v renesansi in tako dalje. Znanje ne spreminja, nekaj drugega pa spreminja. In to se najbolj kaže kje? V psihoterapiji, recimo v analizi. Eden največjih udarcev tem mitom, liberalnemu mitu in mitu razsvetljenstva je dodal Sigmund Freud. Ljudje smo mnogo bolj bitja nezavednih impulzov, procesov, fantazem, kot pa bi si radi to priznali. Mnogo bolj so nezavedni procesi močni, mnogo močnejši so pogosto kot naše zavestne, racionalne odločitve. In smo pri tem, kar si zdaj rekel, ne na koncu, to mi je super všeč. Namreč, če nas kaj v življenju res postavi na pot, da se lahko spreminjamo, so to globoke, intenzivne čustvene izkušnje. Vse ostalo je pravzaprav tako napribližen nekaj, kar se danes pozna v vsakem koraku, tudi ljudje, ko pridejo recimo v psihoterapijo, a mi poveste kakšno knjigo, vi lahko preberete vse knjige tega sveta, pa ne nič drugače. Simptomi niso tako narejeni, da jih branje knjig kar magično razreši. Treba je leta dolgo hoditi recimo v terapijo, da se kakšne stvari razreši, anksioznost, tesnoba, stiske, strahovi in prve. In to nas približa spet temu, kar sem že prej omenil. Če je kakšna stvar, naj dam sam eno tako anekdoto ali pa mogoče za ilustracijo, kar hočem povedati. Recimo, da grem po čopu. In recimo, da gre z mano kolegica, ki za premikanje uporablja ljudski voziček. Kaj spontano zaznajo ljudje, zlasti mladi, ki jih srečajo? Spontano, to je evolucijska zadeva, ni to samo stvar neznanja. Evolucijsko, kaj zaznajo? Pač enega
oni bi rekli bolj prijazno starejšega gospoda, pa pač eno osebo, ki uporablja invalidski voziček. Večina ljudi bi se spontano nekako umaknila. Ne zato, ker nimajo znanja, ampak zato, ker je to v naši naravi. Namreč, kaj je tisto bistveno, ko smo prej tudi govorili o tej inkluziji in zunanjosti? Kaj ljudje s posebnimi potrebami malo razširili, da sam tega o sebi govoril, ali pa sicer ljudje, ki se znajdejo v specifičnem položaju, ki se ga zdaj opisal, kaj pravzaprav zastopajo, kaj sporočajo drugim ljudem, če se zdaj vrnem še k nama dvema, ker hodimo po čopovi, kaj? Prvič, da smo končno bitja, smrtna bitja smo, katerega babo mojih nas se lahko sklepajo 20-letniki, on ne bo prodolcati, tukaj mi pa bomo, gotovo, spontano, vse to je res za Boga. Kaj kolegica, ki je na invalidskem vozičku sporoča, poleg končnosti in tako naprej, blazno ranljivost in odvisnost, vse to, kar je pravzaprav v naši naravi, je nenadoma na površju. In to je tisto, kar bi pravzaprav morala vzeti vsaka resna praksa inkluzije za izhodišče. Aha, to so perspektive, ki jih zastopajo recimo ljudje s posebnimi potrebami, ki so univerzalne. In smo spet na začetku, vsi mi smo ranljiva bitja, končna in smrtna. In še en podatek tega dodamo, zanimivo je tudi žalostno, ko govorijo o ljudje s posebnimi potrebami in kot se marginalne družbene skupine nekaj posam. Ni res. Analize kažejo, in to pravzaprav poveže spontani zdravi razum, 2 človeka od 3 bosta v življenju prej ali slej. 2 od 3, ne nekateri marginalci, v položaju, ki bi zaslužil naziv, ima posebne potrebe. Ali ko smo dojenčni, ko smo mladi, ko smo bolni, ko nas nekdo nekaj prizadene, ko se poškodujemo, ali pa ko nas bodo na koncu v domu za starejše in prijazne negovalke vsak dan negovali, pa planice za njih, ko da sam ne bomo mogli. Za Boga milega, o čem govorimo? 2 od 3, to je večina ljudi, ne nekateri redki posamezniki, ki jih je še treba nekam vključiti. Ja, mi se pa delamo, ko da smo zmagovalci tega natečaja, sam to, jaz sem hotel ravno tebe, to naveži se pa pol še vprašanje zate, zakaj pol take okrogle mize, vrstne razprave, ki so meni dobre zgodbe, še vedno so spregledane, zakaj ne trzimo na njih, zakaj se to ne prodre, gleda. Ena stvar je zagotovo to, da se razglablja nekoli tematike, torej, doseg tovrstnih okrognih miz, na kak način najprej gre torej do vseh, ki se s tem tematikami ukvarjajo. Ok, mediji so en segment, ki pač pokrivajo, ampak vseeno oni ne morajo iti v to globino. Jaz tukaj vidim bolj nek sistemski problem. Ker recimo, če gledamo tematike, s katerimi se mi danes ukvarjamo, se tičejo na eni strani vsakega posameznika, torej celotne družbe, po drugi strani se močno tičejo vseh učiteljev. Torej, na tak način bo v bistvu učitelj dobil podpore, ki jo potrebuje, da lahko nudi potem tovrstne pristope do svojih učenja. Ker jaz imam občutek, pač nisem v šoli, da oni vseeno nimajo strokovne podpore, kjer bi njih usposobili, ampak ne govorim za delo, recimo z otroci v učenju s posebnimi potrebami, ki čist iz specialnega pedagoškega vidika potrebujejo določene znanje, ampak mislim iz vidika tega vzgojnega dela. Čisto osnovnega. Da so prešpricali na šolo, fakse. Imamo občutek, kot da gre vse njim, in pol se znajde nekje na čistini v šoli pri razredu. Mogoče bi sem še to dodala, da glede na moje izkušnje je odvisno, na kak način bo učitelj recimo v razredu pristopu, ali pa človek na sredci, ali na šokolja, in odvisno od tega, torej od njegove posebnosti, njegove posebnosti. To je pač ful pomembno, torej, ko si že rekel duša, torej, čustvena izkušnja, je pač izjemno pomembno, torej, kaj oblikuje percepcijo do različnosti, do pač vseh tematike osebne izkušnje, ki so pač najbolj pomembne,
primarna družina, potem so pač ljudce, vrtec, šola, služba, vestniki in pa medije. In kar je v bistvu zelo alarmantno to, torej manjko osebnih izkušenj. In to v bistvu že otroci... Torej čustvenih, socialnih, vseh teh temelj. Ja, Dušan, samo to še mogoče na kratko, tam en citat, mislim, da je Steiner takrat izvedel, pa smo to zmrčali skupaj še z drugimi. Potrebujemo novo izobraževanje učiteljev, apropo to, kar je zdaj Julija izpostavila, ki bodo znali učence spraviti na pot od možganov k umu. Je bila to tvoja izjava takrat, ne? Naš cilj ni vsebina, naš cilj so koncepti kot miselna orodja. Hvala. Ko sem razmišljal o tem, sem nekaj let kasneje napisal knjigo za slovo sočutna šola. Zdaj to noče biti reklama za svojo knjigo, ker nisem nacističen človek, je pa logično s tem povezana. In ob tem bi omenil eno knjigo, ki je šla na tanko včeraj. Živimo v osebljivem času, namreč knjiga je šla včeraj, mimo glede, jaz sem s pomočjo umetne inteligence prebral včeraj. Kako je Roz izvedel za to knjigo, jaz ne vem, ampak rekel je, da je dobro poznam. To je zanimivo. Šla je pa včeraj. In sem se potem pač malo pogovarjal z njo, tako da dovolj dobro jo poznam, čeprav nisem prebral v strani. No, hočem reči tole. Ja, seveda, in to knjigo je napisal en blazno znan ameriški ekonomist, gospod bil leta 92 let, vse življenje predaval ekonomijo na Stanfordu. In pretegnil mi je pa, v te knjige sem prišel zato, ker mi je pretegnil naslov članke intervjuja z njim v britanskem časniku The Guardian. Naslov tega, seveda to ni njegov naslov, novinarke, oziroma novinarja, naslov tega članka pa je kapitalizem mora postati bolj človeški. In me je to pritegnilo, zato kaj pa to je? Kaj pomeni kapitalizem, ki se nam spontano zdi tako človeški, da bolj človeški sploh ne more biti? Nam zagotavlja dobrine, izpodbuja, bodite svobodni sami. Kaj je še bolj človeško? Ampak velja pa mogoče za neko drugo temo. In to je natanko isto, kot si ti prej citiral. Prehod, jaz sem dovolj izkušen pri delu za učitelji, da vem, kaj to pomeni med drugim. Imamo tudi recimo eno podporno skupino, vsak četrtek se dobivamo. In ključna izkušnja, o kateri poroča sami učitelji je, ima dve plati. Ena je, to, kar si prej povedal, overload vsega. Mi pravzaprav ne znamo, nismo več sposobni, ker nismo več v stanju izobraževati, vzgajati, tako naprej, je kratko malo vsega preveč. To je spontana izkušnja ljudi, ki desetletja delajo v šolah in tako dalje. Druga pa je, koliko smo mi sploh še lahko sprašujejo učitelja, v položaju, koliko nam je pravzaprav dovoljeno strukturno biti v položaju, če samo eno zadevo omenim, ki je neposredno povezana s tem, k umu. Kaj pravzaprav je, ko začnemo razmišljati o tem v umu, kaj pomeni biti umsko bitje, ali pa subjekt uma, ali pa pač bitje, ki zna razmišljati? Ja, najprej to, ali mi je dovoljeno, da jaz malo razmislim sam, kaj se dogaja v razredu. Ne, nimi. Najprej imam goro priporočil, goro na svetu, pa na ravnateljima med seboj, pa goro predlogov, kako moram nekaj početi. In ni čudno, ali če se vedem sem na to. PISA je to nesporno dokazala. Slovenski otroci so na dnu, svetovnem dnu, po kriteriju v šoli sem zaskrbljen, pogosto, žalosten in medsebojni odnosi so mizerni. To PISA dokazala pred nekaj leti empirično, zato ni podatek, ki se ga izmislil. Ja, in Matej, če se spomniš, samo to, ta koncepti, to smo mnogokrat predavali, poskušali nekaj predati, da bi naj učili v šoli koncepte, ampak kadar smo to delali, pa mnogokrat ne, vse so se učitelji zamislili, se takrat smo nekaj prodrli, vse učitelj sem bil takrat, ampak potem smo vedno znova gotavljali, da družba kot tako, vsi mediji, vse, kar jih vzdaje, vsakdanje življenje je vedno znova v trenutku nazaj posrka izven te razumevanja konceptov, oziroma predavanja konceptov, pa grejo spet štancati podatke oziroma učice za NPZ. To je samo še ena stvar pripomnim, zaradi tega, ker vi ste zdaj blazno odšli te akademske razprave. Mogoče je pa rešitev zelo preprosta. Pogrešam namreč v vseh teh razpravah, pogrešam eno besedo, ki se ji reče tovarištvo. Jaz ne vem, jaz sem ona prejšnja generacija, ne vem, hitri pioniri, whatever.
Dejansko so nam to utumbali v male možgane. Tovarištvo je pomagati, sočloveku pomagati sošolcu, če je en manj kot 2 dni, te je Tršica določila, da greš unmo domov odnesti štivo, gradivo, smo skrbeli en za drugega. In tega zdaj dejansko ni. Je pa res, da se otroci tega verjetno ne bi sami spomnili, če nas ne bi učili. Ja, zdaj smo svobodni, a veš. Zdaj smo svobodni. Kaj bo me on težil zdaj čez 2 dni, če sem se jaz zdaj 2 dni fraja, ali pa ne vem, sem bolan. Razumeš, to je ta paradigme, ki je od zadnji laufala, ki od zadnji nekako sporedno grejo in se jih moramo zavestiti, drugače pravzaprav. Če štartamo od tega, da se ne da, smo že propadali. Ne, da se ne da, treba jo zavestiti, zakaj se nam to dogaja, pa predvsem, ko se spomniš, tovarištvo je bila kar prokleta beseda. Je še vedno do te mere. Za mnogi del, se vem za to. Je res, ja. To je skrb za sočloveka. Tako. Ampak če pa se mi to dada, tukaj je bilo to tovarištvo, zato ker pač mi rečemo, da morate pomagati. Kdaj pa se bo zgodilo to, da se ta spontano zgodi? Ne to, kar meni kdo reče, da moram jaz nekomu pomagati, ker je to prav, ampak da jaz prav doživim, ker jaz pač dajte doživim prav notranjo stisko in ne moram drugega, kar da pomagam človeku, ker če nemam jaz cel dan uničen. Sej, jaz imam tudi to, samo to ti nekako ti vsadijo, imaš to v sebi. Jaz ne vem, nekako težko stopam čez nekoga, ki je na tleh. Je pa res, da današnja generacija, pa tudi recimo tudi mlajša generacija malo od nas, to že nimajo toliko tega v sebi, ker so v bistvu vrednote popolnoma drugačne. Zdaj, sam se pravim, te stvari je treba začeti vzgajati od malih nog. Zdaj, ja, še enkrat je treba... Melinda, je to mogoče odgovor? Kaj? Državništvo za vse? Absolutno. A je to zdaj nek odgovor, izkus odgovora, in to je zdaj tretji sklop naše, zadnji sklop naše te okrogle mize. Ta bolj konkretizacija, kot si je sama omenila, veš, kako točno mi napoveduje lepo del naš, bom rekel, narativ naše okrogle mize. A je to mogoče ta odgovor? Julija, ti si od začetka vključena v to kampanjo. Kako ti gledaš na vsebino cilje in kako naj bi jo dojemala neka širša javnost, pa potem tudi na končni fazi uporabiška javnost, tako kot sta ta in Melinda, ki sta vključena že v državništvo, zato tudi ta izkušnja toliko močna. Čak samo, da je dam Juliji besedo, ta je le. Ja, samo bliže pet mikrofon. Državništvo za vse s kampanjem Tukaj sem je v bistvu že to sporočilo povedno. Torej, nisem neviden, ampak sem del skupnosti. In pri tej celotni kampanji, komunikaciji, v bistvu namenu državništva za vse, smo izhajali iz tega, da otroci, mladostniki, odrasli s posebnimi potrebami, osebe z različnimi oblikami različnosti in pa z specifičnimi izzivi so izključeni iz družbe in iz skupnosti, tudi svoje skupnosti. In to preprosto zaradi tega, ker jih družba ne razume in jih v bistvu ne pozna in ne ve, na kakšen način njim pristopi. In ko sem se jaz v bistvu z ekipo na začetku vsela, da sem rekli, kaj je v bistvu namen, kaj želimo doseči. In sicer prva in pomembna stvar je, torej državništvo za vse. Ta program se je meni že od začetka, če sem ga spoznala, zdaj res izjemen, zaradi tega, ker ni prav to, torej učenje v življenju, torej pridobivanje socialnih izkušenj na način, da si ti v bistvu ne bom uporabljala izraza vreden, ker se mi zdi, da o tem sploh ne bi smeli govoriti, zaradi tega, ker je to samoumevno in mora biti pač del življenja vsakega posameznika, ampak kar hočem reči to, torej državnik, ki otrokom, mlademu ali odraslim s posebnimi potrebami omogoča izkušnje, ki on lahko dobiva samo v življenju in v skupnosti, so pač izjemne, ne samo za njegov socialni razvoj in v bistvu skozi vse faze razvoja, ki gre te izkušnje pridobi in lahko napreduje, ampak so pomembne tudi za skupnost. Zaradi tega, ravno prej smo o tem govorili, torej ljudje, ki nimajo čustvenih izkušnj, torej oni nimajo izkušnje recimo ali z otrokom, ki ima Downov sindrom ali pa z avtistom in zato, ker se tega ne poznajo, se odmaknejo in nastopi pač strah in odmikanje.
In s tem programom je pa ravno to omogočeno, torej da se tudi ljudje v skupnosti v bistvu postanejo, dobijo posebne izkušnje. In to je pač ta del, ki je zelo pomembno. Zato, ko se pa oni učili, da če bo en mladostnik v trgovini rabo več časa, da bo plačal tisto, kar je kupil, ko bo svojim državnim v trgovini, da oni ne bojo živčni v koloni za njim in mencali, ampak da bojo v bistvu te izkušnje pridobili, da se ne v bistvu vsi cilji, vsakega posameznika usmerjajo samo učitelje, super produktivnost in pa potem socialno v bistvu anksioznost, so v bistvu pomeni. In ta program v bistvu omogoča obema stranema, torej ne samo osebi, ki ima državnika in potem skozi ta program del skupnosti, ampak tudi same skupnosti. Ja. Tukaj je mogoče pomembno to, da omenim, da tukaj se vzame prostor in čas, da se lahko zgradi odnos, če ne pravzaprav državništvo kot tako sploh ne more steči. Se pravi, da se morata državnik in družabko, mi rečemo, torej uporabnik spoznati, se ujeti, kar ni nujno, čisto na človeški bazi, in da skupaj potem stopata skozi interakcije, socialne interakcije, čustvene interakcije, fizične interakcije v svet, da pridobi, bom rekel, bolj hendikepirana oseba v tem smislu prepotrebne izkušnje. Hkrati seveda jasno nazaj, kot se omenja, pridobiva tudi tam državniki to vrstne izkušnje, to možnost, pa hkrati še širša družba. Mogoče za poslušalce, gledalce, tukaj mogoče samo o čem pravzaprav tukaj govorimo. Govorimo o sistemski izključenosti iz drugih nešolskih časa. Govorimo o popoldanskih in drugih prostčasnih prostorih, kjer otroci odrasli s posebnimi potrebami in pa, bom rekel, s kognitivnimi uverami težje vstopajo v neko socialno interakcijo, v neko socialno okolje, pa ne pridobivajo določenih veščin. In to se ne da v razredu šolskem prostoru na tak način usvajati, kot v nekem spontanem, zelo individualnem odnosu z enimi učnimi, tudi seveda jasno pedagoškimi cilji, ki poteka pri enem individualiziranem načrtu družabka, torej uporabnika in pa samega državnika, ki to izvaja. Mnogokrat gre, ni pa nujno za sovrstniško pomoč, kot je Melinda že omenjala. In mnogokrat pa tudi ne, gre pa tudi za medgeneracijsko podporo, kar je lahko tudi še bolj prekrasna zgodba. Ampak zgodba je v tem, da se pravzaprav podpirajo ljudje tam, kjer so najranljivejši. Najranljivejši so pa tam in takrat, ko se ne morejo in nimajo prostora in časa, da bi se lahko vključili. Mnogokrat ostanejo zaprti v neke tehničke, ko smo jih prej omenjali. Torej, zdaj za odrasle je ta zakonodaja poskrbljena, tako imamo socialno vključenost, socialno vključevanje, storitve socialnega vključevanja in na 18 let ima to pravico in se izvaja v okviru vavčerskega sistema. Za mlajše pod 18 let pa to ni bilo poskrbljeno. Oziroma, zdaj je zakonodaja, okvirna zakonodaja sprejeta, bila zdaj se čaka podzakonske akte, pa da vidimo, ali bo to v praksi lahko zaživelo. Znalo, vemo pa, da pod 18 let rabijo naši otroci največjo podporo ravno pri socialnih vključenjih, ravno pri socialnih veščinah, ravno pri teh socialnih interakcijah, ravno pri čustvenem razvoju. In to je tisto ključno, ki se mi zdi, da se je pač vmes malo pozabilo, oziroma upam, da zdaj res to popravljamo. Tako da jaz bi tukaj postavil na tej še to vprašanje tebe. Nekod si, zdaj apropo družabništvo, ampak vem, mnogokrat smo predavali skupaj, si večkrat poudaril, znal povedati tudi zapisano, da prosto posebej predstavljeno Parker in inkluzija sestavlja pač 3 komponente integracije, torej fizična, akademska, o tem smo tudi malo prej, kako se mora šola akademsko pač pripraviti to, da bila inkluzija stekla. Ampak da je najpomembnejše se pa znal vedno poudariti in socialna integracija. In da brez te socialne integracije kot koncepte sploh v inkluziji težko govorimo. Danes bi se rekli socialna inkluzija, kako vidiš
te storitve, torej socialnega vključevanja danes. To je zdaj izmena, ne, se pravi nekega VDC-ovske oblike dopoldanskega, kjer skupaj preživlja časa. To je tisti popoldanski, tisti čas izmena. Za odrasle je poskrbljeno, zdaj upamo, da bo za mlajše pod 18 let na tak način poskrbljeno. A je to nek korektiv, kjer se delamo spet umetno nekaj, kar bi morali zelo spontano iz človeka izhajati. Kljub vsem, kot Julija pravi, mi ravno zunanje sistemske spodbude za to, da sploh se vračamo nazaj in poskušamo človečiti neke določene vrednote, sisteme, življenja, samo svoje, osmisliti. Ja, si že nastavil to, kar mi je prišlo na misel o teh tovrstnih, rečemo temu, projektih. Namreč, to je še ena stvar, ki jo neka nevladna organizacija prepozna kot družbeno pomembno in jo potem s svojimi entuziastičnimi, z relativno malo sredstvi napori tudi poskuša izpeljevati in iskati tiste ljudi, ki mislijo dobro in delajo dobro, vse povsod. Sistem postaja tak, kakšen je. Se pravi, če bi imeli zadost socialnega vključevanja skozi sisteme, ki so plačani za to, da bi naj to počeli, recimo šolstvo in tako naprej, potem morda te potrebe neka nevladna organizacija niti ne bi prepoznala. Hočem reči, da je to benevolentno, v tem ni dvoma, ker to ugotavljamo, to potrebuje ta populacija. Da je pa tako, da to počnejo zopet nevladne organizacije, ostale pa stojijo na mestu, kot so pred 50-70 leti, ali pa še dlje nazaj, se mi pa zdi, da je res stvar nekega premisleka. Tudi tako, ker bomo dali dodatno strokovno pomoč v šolah, zato, ker imamo program tak, ki je za mnoge učence preteklosti. Zdaj že čez 10% takih učencev ima videti, že vložbo, kaj šele in toliko odstotkov učencev, ki v bistvu so na robu tega, da zmorejo v osnovni šoli. O njih se manj pogosto govori, zato ker nam zamegli tisto, da so vsi odlični popravljali. Ni res. Velikih je, kar spet kaže, na drugo anomalijo šolstva, pustimo to, ampak ogromno je pa tistih učencev, ki so na meji in tih to ne vidimo. Hočem to reči, mislim, dobre iniciative in v državništvu je ena taka plemenita dejavnost, vendar, kot sem rekel, je zopet narejena, da maši neke družbene, sistemsko-družbene primanjkljaje. Ja, država je tukaj stopila z zakonom, po zakonu smo rekli, da bo dala sredstva za to, skozi vaučerski sistem, sicer 10 € na uro, zato da se nekdo potem to izvaja, bla. Se pravi, sistem nekako prepoznava to vrzel, hkrati pa nekako ali spet likamo to podobo nazven, ali je to resna potreba, ki je pač drugih vzvodov v tem neoliberalnem, rečemo temu, sistemu ne zmogemo. Mogoče tudi tušno. Jaz sem včeraj eno predavanje na AGRFK, enega projekta, kam sem vabil na to film o ljudje s posebnimi potrebami in v socialnih dijakih s posebnimi potrebami pripadno viranih in sem pokazal nekaj, kar bi najraje tukaj, ampak nimam samo. Namreč, ko govorimo o kakršnikoli obliki inkluzije, in če resno vzamemo tudi to, kar je bilo danes povedano, potem je logično nujno, da bi se moralo, in tukaj je ključna težava, dogajati tole. Predstavljate si kroglo, pa ne do to, recimo, družba in množico pik znotraj te krogle, ki so med seboj povezane na neskončno načino. Inkluzija pomeni tole. Nekdo je tukaj. Ni pomembno, kaj je to pomeni, se smo sposobni abstraktno misliti. In je vpet v določene odnose. Če želimo nekaj tukaj spremeniti, se bo skozi razmerja tudi tukaj nekaj moralo poznati. Sam da se praviloma ne. Zakaj?
Zato, ker živimo v izrazito hierarhično strukturiranih družbah. Vse sodobne družbe so izrazito hierarhične. Hierarhična razmerja so podprta za razmerje moči. Tukaj ne bi se nekaj spremenilo. Zato je tako lažje je, če rečemo establishment, ne? Dajte se tukaj malo ukvarjati za inkluzijo. Super! Bomo to naredili v šoli, bomo na medije, bomo vse znanje, priročnje. Ni problem. Toliko časa, da se ne bo nič postavilo tukaj. Čim boste pa to perspektivo, ki jo tukaj negujete, kultivirate, govorite, recimo tovarištvo, hoteli razširiti na hierarhična razmerja, vas ne bomo ostavili, tako ali drugače. Tako pač je v tem življenju, ko je empirična izkušnja. To, da problem pa izziv današnjega časa, ali to zgodovinsko zmeraj bilo? Obstajajo, skoraj bi rekel, malo nostalgične zgodbe, ki so določene mere vprašljive, ampak če gremo dovolj nazaj, če poslušamo, kaj nam pove o tem evolucijska psihologija in antropologija, nesporno je dokazano, da so bila tradicionalne družbe egalitarne, ker je bilo to preživetvenega pomena. Torej govorimo o kameni dobi, praskupnosti, govorimo o praskupnosti. Že v začetku sem omenil, 99% evolucijskega časa človeštvo ne pozna liberalnega mita o posamezniku, ki nekaj počne v svojem življenju tako naprej. V savani posameznik nima kaj početi, ne more preživeti, lahko je samo del skupnosti. Zato so bile neprimerno bolj egalitarne, kot so danes. Matej, mogoče še to, pa potem še Juli dam besedo. Sam še... Daš mikrofon, Lara, prosim. Hvala, ja. Moje ime je Erika Stariha, sem mama mladostnika z težjo duševno motnjo v razvoju in ne živimo v Ljubljani. In ko to poslušam, imam tudi jaz občutek, da vse vaše iniciative, ki so zelo dobro namerne in super koncepte imajo, dejansko flikajo težave v sistemu in jih na dolgi rok mislim, da ne bomo mogli rešiti v celoti. Sploh, ker ste v začetku omenili, da že sam festival Igraj se z mano je bil poskus na različnih lokalnih okoljih, pa ni preživel, ne? In pač to je zelo alarmantno, ne? Zakaj ne? In verjetno je težava ravno v tem, da se ne lotimo stvari rešiti pri korenu. To pomeni, da bi se inkluzija začela od rojstva naprej. Recimo, moj otrok je socialno izključen že a priori, ker v lokalnem okolju ni take šole, ni vrtca, ni šole in seveda tudi družabništvo, katerega je zdaj vključen, za nas, za njega ne predstavlja to, kar bi moral. Zato, ker on to dobiva v Ljubljani, izven njegovega domačega okolja, z osebo, ki z njo nima nobene veze sicer, ampak neka naravna pot, kako bi se to spontano zgodilo, bi bilo ravno v lokalnem okolju, kjer bi on skupaj s sovrstniki odraščal in te sovrstniki bi prepoznali njegove potrebe in bi verjetno veliko več prostovoljstva čisto spontano se zgodil, ne da je to neka, bom rekla, plačana storitev. Tako da jaz ne vem, kako to začeti se zares rešiti, ampak jaz mislim, da je to edina pot, ki bo dejansko naredila pomembne razlike. Se pravi, probati inkluzijo začeti v lokalnih okoljih in tam iskati rešitve. Vemo pa, da smo omejeni za kadri, z koncepti šolstva in z vsem tem, ampak na dolgi rok mislim, da je to edina resna rešitev. Hvala. Kar izvolite? Jaz sem Mina Tomaževič, sem tudi mama, tako da sem malo čustvena, da sem gledala tele stvari, ker je našemu Marku tudi meni društvo življenje rešilo. Veliko smo v šoli govorili in to, kar je bila šola na vseh ravnih in večinska in potem prilagojen program je bilo tako sam za pospraviti. Pa smo bili na meji za VTC in se je na srečo pojavilo društvo, pa na Marki bil v tej prvi skupini in on zdaj funkcionira res dober.
Kar se tiče družabništva, ga je premalo, tako da jaz tukaj prosim, želim nekako, da se to še naprej razvija. Kar se delovne okupacije tiče, tudi super lauf, ampak še priložnosti za izboljšave. Nekako pa mogoče vidim predvsem priložnost, pa se bi stvari lahko razširile na ta način, da bi nam bila omogočena možnost povezovanja predvsem staršev, ki smo ujeti v to. Tudi doktor Trjev te podporne skupine omenil, jaz sem tudi v društvu večkrat, pa letos je že nekaj začenjal govoriti o tem, da bi neka podporna skupina bila, ampak bolj tega ni bilo, ker jaz mislim, da tudi starši, ko bi bili malo bolj podprti pa razumljeni strani ostalih, da bi lahko veliko prispevali. Smo imeli v prejšnjem mandatu starše z otroke s posebnimi potrebami, zdaj imamo tudi, se pravi, in v političnih krogih, v biznisu, na fakultetah. Mogoče, če bi se mi povezvali, pa še da bi šlo nekako tudi od zgoraj spod, vem, da tega vsega vi ne morate narediti, par sestankov smo imeli, ampak vam zmanjka, nam zmanjka, ampak vse nekako mogoče, tako kot je bilo zelo rečeno, to povezovanje točka, več stakeholderjev vključiti vse te procese, da niste tudi vi mogoče sami tukaj mogoče, ne vem, da se spoznamo, da se vidimo, da kakšno rečemo. Zdaj sem en dober podcast ene mame, ki je otrok umrl, poslušala in imajo mame same podporno skupino, se pomagajo, naslednjim generacijam mam, ki pride do tega, pomagajo in sploh ne vem, doskrat se zgodijo tudi bolj seveda v matičnih družinah izzivi in tega ni, potem vsak sam kople rešuje v lokalnem okolju, v domačem okolju in na vas pol v enem delu računamo tisti, ki imamo srečo, ki je pa mi rešila najprej. Mislim, starši s posebnimi potrebami, ko imate otroke s posebnimi potrebami, ste heroji in drugi ljudje si težko in si ne znamo predstavljati, kako pravzaprav poteka vaš vsak dan in s katerimi obremenitvami imate vse upravka in skrbmi in fizičnimi, psihološkimi, psihičnimi izzivi. Samo apropo, kar se tiče, mi imamo več kot 10 let te podporne skupine, letos celo 2 smo štartali, vendar nam je taki vodi skupino žal zboleno, dolgotrajno, upamo, da se bo iz vrnila in spet prideš, nas manjka, nimam zadnjih 2 ljudi, 3, ki bi znali to pelati dobro, ne moremo pa dati spet, boš nek strokovno dobrega, usposobljenega, pravega človeka, da z vami naveže pravi stik in da razume situacijo. Teh pa ni kratko in da moraš učiti, da moraš dobiti zaupanje in tako naprej. In zato smo ustavili zdaj za na pomlad in upamo, da bomo z jesenjem lahko štartali podporne skupine za starše, ampak vemo, potrebe so večje, čez nas grejo, zato tudi ta želja podpora, kot nevladniki, ampak kljub vsemu se trudimo, kakor gre in nas zmanjkuje na vseh koncih, nas zmanjkuje. Kot kadrovsko, kot ljudi, tudi energijsko, tudi drugače. Ker pač je tako, ko je zdaj ste končali besed. To je stvar, kar absolutno se strinjam s tem, bi pa ravno to uporabil za ilustracijo še enega izziva, kako močna so družbena razmerja moči. Vsak dan v tej državi, mi, ki delamo, recimo, ko smo v službi, 8 ur, na tisoče ljudi vsak dan, najmanj, naprimer, 8 ur dela, se posveča skrbi za drugega, medicinske sestre, negovalci, spremljevalci, psihologi, socialni učitelji in tako naprej, na tisoče ljudi vsak dan. Pa vendar, kako močno, seveda, tudi s pomočjo medijev prevladuje nek popolnoma drug diskurs, ne pa ta. Na tisoče ljudi, to je na 100.000 ur dela, ljudje, ki so popolnoma predani, ki garajo, ki si nekateri uničuje svoje znanje, zdravje in tako dalje, prevladuje, nisem rekel, da absolutno, prevladuje prek medijev popolnoma nekaj drugega. Ljudi se še bolj poziva k učinkovitosti, produktivnosti, neskončnemu delu, nekateri bi delali zdaj še, ker imajo 10.000 evrov neto plačeno mesec, da bi imeli več in tako dalje in tako dalje. Moje vprašanje tukaj je, ni naivno.
kaj se dogaja z humanističnimi ideali, ki jih na tisoče ljudi dejansko živi, to ni zdaj neka abstraktna ideja, pa vendar, kaj preveduje. Julija, točno to sem tebi hotel besedo. To sem se zato prvo tudi oglasiti, pač to je dejstvo in mi zdaj pač stanje je tako, torej mediji, ki bi po svoje neformalni vlogi morali biti učitelj oblasti, oni so veja kapitala, ampak to je pač dejstvo. Tako da v bistvu javni mediji za svojo funkcijo, ki vemo, koliko je pomembno, oni imajo tudi v svojem programu zapisano, kako vsebin morajo to vrstnim temam, ne znam še posebej tema, tako sploh, mislim, da se bo, na mediji. Vedno, kaj se z javnimi mediji dogaja po vsej Evropi, je bila že nekaj zadnjih zanik te pomembne veje oblasti, in mediji v bistvu so v službi kapitala, zaradi tega, da so pač interesi lastnikov usmerjeni potem naprej na urednike in na novinarja. In to je v bistvu pomembno. Ampak, ali lahko simulacija? To je zelo starilska percepcija medijev, brez zamere. Zaradi tega, ker s socialnimi omrežji, z internetom so se tudi mediji razširali. Najmočnejša moč v tem trenutku na svetu, kar v bistvu tudi povzame največ pozornosti gledalstva, so podcasti. Ampak kdo je lastnik podcasta? Lahko si sam lastnik podcasta, moraš se odpisati, tako kot mediji manipulirajo, nas lahko mi zmanipuliramo medije. Se pravi, stvari se treba lotiti iz tiste perspektive, ne to, ne da se, ampak kako. Vedno je treba najdeti tisto lukno, sivo cono, kjer lahko noter priješ in potem izkoristiš sistem do svoje... Vse več, podcasti so se razdelili del pogače, ki je bila prej porazdeljena in potem tistega sponzora, tistega donatorja, ki ga ima, čez tistega ne bo obrekal. Ta zgodba je pač, govorimo o percepciji novinarstva kot takega. Se pravi, tako da moraš izkoristiti tisto nišo, če zdaj o tem govoriš, tisto nišo, ko on še ni tak daleč, tako prepoznan, nima tovrstnih sponzorjev, donatorjev, ni odvisno od tega kapitala, da še takrat pridemo mi za svojimi vsebinami. Zdaj mi laufamo in preučujemo od podcastera do podcastera, kje bo šel in kje ne bo kdo šel. Jaz to naredila, vse so se že javljali. Vem, vse smo te povabili, pa sem te danes prvič videl, zdaj po 3 mesecih pismo, ko smo delali festival po celo kampanjo. Tako da, sorry, a veš, ampak jaz bi nekaj druga vprašal, da se izven gremo tega. A lahko ta simulacija skupnosti, kao odnosov, a veš, skrbi za drugega, to je še eno simulacija, ta podhladništvo in tako naprej. A lahko iz človeka posameznika pol prezlahka zdrsnemo nekam tako spet v neko umetno narejeno stvar, ki v bistvu nima še ne funkcionira na dolgi rok, čeprav je odprto z nekimi, bomo rekli, državnimi sredstvi. In naenkrat predlagamo to odgovornost na sistem. Ja, v bistvu smo biti človek. Zdaj, ki smo imeli to debato, torej ta medijski del, pa vsi v bistvu parametri, ki morajo svojo vlogo odpraviti, ter bi si v bistvu že ti prej izpostavil, torej kje pa je zdaj človek pri izoliranju. Tu je še ta segmenta, tudi vezano na medije. Torej mediji, ki imajo to svojo vlogo, ki smo jo itak opredelili, ampak njihova vloga se je izjemno spremenila, ker zdaj je pač socialna omrežja odigravajo svoj segment vpliva na percepcijo, vpliva na posameznika in vpliva na to, da je on socialno izoliran. Torej, ampak tudi, če nisi poseben, je treba. Ja, zdaj to. Tudi, če nisi, ja. In recimo, ko smo mi šli s tem programom komunikacije, torej kampanja tukaj smo velik del segmenta je v bistvu tu vezan na socialno omrežje. Ker gre za to, da ta program je vpet v skupnost, v vsakdanje življenje ljudi. Torej, ljudje morajo dobiti neko drugo izkušnjo. Ne morajo nadomestiti mediji te čustvene izkušnje, sigurno ne, ampak en del pa opravlja, torej ne smeš ne zanemati. In v bistvu prek tega potem ideš in mogoče tudi, ko je Milena omenjala,
ja, moramo iti zgodbami do medijev. To je povsem odvisno, kakšno vsebino imaš, kakšno namen imaš, kakšne cilje imaš, ne? In recimo pri družabništvu za vse, tukaj je pa zgodba izjemna. Mi večina delamo na zgodbo. Se imamo tudi protagonistko, a ne, naš obraz, družabništvo, Lea Cop. Znala igra Kovala, da se prišla nas podpreti spet ponovno. Tukaj si se kar dala, bom rekel, tudi razdaljila po svoje in dala v svoj bit v to našo kampanjo, svojo zgodbo delila. Samo v smislu tega, jaz imam tudi ful močno izkušnjo izključevanja izključevanja v osnovni šoli, potem sem rekla, v srednji šoli pa ja boljš, pa ni bilo, pa sem rekla na faksu, pa ja boljš, pa ni bilo. In v bistvu to se gre za eno stvar, ker sem se v bistvu toliko časa spraševala, kaj z mano narobe, ampak je v bistvu to, da se nisem pustila ukrotiti. In v bistvu tukaj vidim tudi v bistvu nekako na nek način tudi moje zdravljenje, transformacije, te izključenosti v to, da grem v to bolečino preko sočutja in v bistvu pač dokažem sebi in drugim, da se da. Zato jaz tudi vidim ful velik plus pri družabništvu v smislu tega, ne samo to, jaz imam en ful straha, da rečemo zdaj mi, za družabništvo pa si družiš se z enim otrokom s posebnimi potrebami, pa si plačam 10 evrov na uro. Ne bo nič, ne bo se nič takega zgodilo, ampak če pa recimo razmišljamo na družabništvu iz vidika tega, da se pravi, zdaj se dve osebi povežeta, ne vemo še zakaj, se pravi, samo čuta neko simpatijo ali pa kakorkoli, ali pa totalno ali pa lih kontra, da je simpatija, ampak čak, zakaj smo se zdaj mi tako počla, če pa sploh, da se v bistvu preko tega tudi ugotavlja in spoznava vsak samega sebe in na nek način je pa to tudi zaston psihoterapija lahko, Evo, Dušan, seveda, da se boš aktiviral. Ampak seveda spet ob strokovnem vodenju, in tudi takrat, ko se pojavijo te strahovi, naprimer pri družabništvu, kaj se zdaj zgodi, če sem jaz recimo družabnica, pa se družabko zaljubi vame in je meni to neprijetno. Kako zdaj to jaz rešiti, ker načeloma po večini bi ljudje, predvidam, da si držam celo reči 80% ljudi, bi prekinali s tem sodelovanjem, rečemo, boli me za 10 evrov, ni pa to, da bi šel ugotoviti, kaj je tukaj njegov izziv postavljanja mej ali pa potreba potem, da vedno recimo, da ugodiš vsakmu za vsako ceno, pa v bistvu na račun lastnega zdravja, tako da evo tukaj vržem. Super, bravo, hvala. Ključna izkušnja. Jaz sem terapevt že vse svoje življenje. K meni je prišlo na stotine ljudi. Anoreksija, bulimija, poskusi samomora, incest, depresija in tako dalje. Ne obstaja diagnoza, ki jo ne poznam, ne iz knjig, v živo, tam v moji sobici, kjer se dobijo. A veste, s čim pridajo ljudje v psihoterapijo? Vedno, brez izjeme. Notranji otrok. Nimam nikogar, s katerim bi se pogovarjal. Socialni mediji, MyS, to so super dobre zadeve, razen ko niso več. Noben socialni medij ne more nadomestiti avtentičnih, pristnih odnosov v živo. Gor ali pa dol. Ljudje pridajo, imam 10,000 prijateljev na svojem profilu, pogovarjati se pa z Dušanom Rutarjem v živo, ker nimam nikogar, s katerim bi se pogovarjal. Hvala. Brigida Kosi, Zveza društva slepih slabovidnih Slovenije. Prej sem želela izpostaviti to misel, ko jo bom zdaj čez pasala. Mogoče večkrat pozabljamo na to, da igra, v smislu festivala Igraj se z mano, in druženje v živo, v smislu družabništva za vse, postaja v današnji družbi privilegij za celotno družbo. Ne samo za ljudi s posebnimi potrebami. In mogoče ni fair, da se pelje ideja, dajmo, kdorkoli je že to, zdravi, narediti nekaj za ljudi s posebnimi potrebami. Tukaj delamo vsi skupaj nekaj za družbo. Hvala.
Pardon, lahko sem te nekaj dodam. Se strinjam. Mi tlela na okrogli mizi smo vsi taki, a ne? Morate vedeti, da je zunaj pač veliko več ljudi, ki sploh niti nima kapacitete, da bi se sploh lahko prvoščil tako privilegirano razmišljati o takih stvarih, a ne? Ali pa da bi v tem uvidu privilegij. Zato je tudi jaz skozi razmišljamo, a ne, sem zdaj kar malo obsedena z mislijo, kako zdaj dejansko ljudi pozvati, da vstopijo v to družabništvo in da uvidijo vse te stvari. Ker na tak način ne bojo ali videli tega. Pač žal, vsaj, ali pa ne vem zakaj, nočem mi delati predsodkov ali pa biti diskriminatorno na ta način, ampak to je lih ta stvar tega, da v bistvu ni več prostora, overload, ni več prostora, da bi sploh lahko kaj tacga sprejeli. Raj je sam zaprt, pa je s tisto svojo poznano žalostjo, kot pa da bi šel v družabništvo za 10 evrov na uro. Tukaj moramo zdaj ugotoviti, kako jih dejansko zbrcati ven. Zbrcati jih je treba ven. Ampak na lep način. Lepo. Ampak jaz bi tam ima še Andreja, bi rada besedo. Hvala, jaz sem pa z Andreja in sem od osnovne šole Franca Rozmana Stanika v Ljubljani in sem temu na festivalu Igraj se z mano izjemno hvaležna. Sem iz družine, kjer so nas vzgajali, da je treba pomagati, ampak res nisem bila nikoli izkušnja pa stika z drugačnostjo. In nekoč me je slučajno pot pripeljala tjale k vam in naša šola se že leta udeležuje tega vašega festivala, pa poskušamo na različne načine in smo vam zelo hvaležni, da ste rekel, kako oziroma kaj naprej. Moj osebno mnenje je, da smo ostali oziroma odrasli zgled otrokom. Z vsem, kar ste vi rekel, kako greste po Čopovi ali pa kako gremo po Čopovi. In lahko rečemo, da v Sloveniji je rekla, kaže, junaki našega časa. To so ponovadi otroci, se mislim, da vsi to poznate. In otroci so res veliki junaki s tem, ko nam pokažejo lastno ogledalo. Tako da mi smo se prva znašali, kako naprej, upamo, da boste šli naprej, ker nam ste ena svetla lučka. Jaz lahko rečem, da meni ste veliko naučili. Veliko tega, kako pogledati drugače, kako otrokov počepati na drugačen način in kako otroški srček odprt tako, da bo slišal tistega, ki ga sliši, ker otroci so pa najbolj iskrena, pa poštena, pa čisto vse institucije ali pa šole, če hočemo temu tako reči, prihajajo. Tako da, mi, ki smo tukaj, imamo danes samo tudi študentko, ki je na praksi, ker smo mi želeli pokazati malo drugačen svet, takšnega, kakršnega fakulteta, žal tudi meni, pa sem bila z fakulteta za šport, pa je bila super fakulteta, pa nas je profesor Berčič pelal, kam nas je pa pelal? Ja, spoznali smo ljudi, ki težko hodijo, bom temu tako rekla, ne? Ampak z mojimi očmi je bilo tega bistveno premalo. Tako da šolskega sistema najbolj globalno ne bomo nekaj spremenili, ampak vsak od nas pa najbolj lahko v tistem koncu, kjer deluje kot človek, s tem, kakšno kilometrino je kdo od nas prehodil, pa sigurno da nek vzgled ali pa mogoče spodbudo nekomu, ki se je srečal pred leti, mogoče tako kot je z vami. Tako da jaz upam, da boste čarali na tak lep način še naprej. Mi smo hvaležni vsi. Tam je še videl. Hvala za spodbudne besede, Andreja. Zdaj pa mogoče še kdo, če bi rad besedo, če ne bom predal to zadnjo besedo Matejo, Ronatelju, se spodobi, če eno zaključil, mislim pa še jaz nekaj. Samo zaključim, da je poplakni od grla, nisem niti vode nastavil. Tako da, a imaš kdo kaj za komentirati, pripomniti? Če ne pa Matej, tvoja še nekakva misel zadnja. Ja, zadnja beseda. Ja, kako naprej je vprašanje, ki je v resnici še odprto, to samo po sebi umevno, da bomo na ta način lahko nadaljevali. Kajti 20 let organizacije tega je zahtevalo in črpalo ogromno naše dodatne energije, to v bistvu ni sistemsko, to šola nima v kurikulumu, da bo to na ta način počela, tako da je v ozadju tega je ogromno prizadevanj društva, da kulturo inkluzije in centra Janeza Levca. Mislim, da smo na točki, ko bo tudi najbolj mestna občina Ljubljana in tudi ministrstvo moglo reči,
nekaj o tem, ali si tudi oni želijo, da bi s tem nadaljevali in če si, potem pričakujemo tudi neko drugačno podporo. Nisem pesimističen, jaz upam, da sem realen v tem. Tako da je za premislek 20 let je, toliko smo si nekako tudi zadali, potem pa jasno premisleki naprej. Jaz se zelo zavedam vrednosti tega festivala, želim si pa, da se jo zaveda tudi ljudi, predvsem odločevalci. Ne bo to optimistično, mislim, Hvala še za prisotnost, da se sedli brani dam nekaj za poplakati, ker nismo tu nič pripravili. Voda je tudi nekaj za pokrpčati, tako da res prisrčevamo, da še tudi v neformalnem čepetu, ki jo rečemo, pa se kaj okrpčamo. Se vidimo z vsemi.